Na progi v dolini pod Kalom se je sklenilo odprto državno prvenstvo Slovenije v motokrosu. Dobili smo državne prvake za leto 2022. Aleksandar Bogunović je v Sarnu na jugu Italije nastopil na svetovnem prvenstvu v kartingu v razredu OK Junior. V AMZS centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi se je končalo državno prvenstvo v kartingu za leto 2022. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Motokrosisti, ki so se merili za točke odprtega državnega prvenstva Slovenije, so imeli v dolini pod Kalom zadnjo dirko sezone. Tako kot že v preteklih letih se je tudi letos izkazalo, da ima Šentvid pri Stični tradicijo tako organizacije dirk v motokrosu kot številnih obiskovalcev, ki radi prihajajo v to našo dolino. V pripravi proge in dirke so se člani AMD Šentvid pri Stični izkazali. Sem užival na progi, ki je bila danes res, glede na vreme, ki je bil včeraj dež, je bila fantastična proga. Sama proga je bila kar dosti dobro pripravljena, organizator se je lepo pripravil. Včeraj zvečer je zelo deževalo in je progo super pripravilo. Pogoji so bili izjemni. Primerno namočena proga je nekako omogočala res tudi lepe vožnje, predvsem pa sem prepričan varne. Proga mi je bila dobra. Meni je bilo danes všeč, glede na to, da je bilo po noč nekaj dežja, proga je bila pripravljena, neki zemlje so nosili, tako da je potem tudi cel dan zdržala. Prvi so progo preizkusili v obeh veteranskih kategorijah. V mlajši je največ pokazal Borut Koščak, ki je suvereno slavil zmago v obeh vožnjah. Sicer pa se je do naslova najboljšega v razredu veterani 40 dokopal Simon Laurin, ki je bil tokrat drugi. Današnji dan je bil dokaj uspešen zame, imel sem dve konstantne, dobre vožnje. Glede na to, da je bila proga dobro pripravljena, sem tudi tako fino odpeljana. Na tretjem mestu na dirki je bil Leon Ferš. V skupnem seštevku za državno prvenstvo je za Laurinom drugo mesto osvojil Ferš, tretji pa je hrvaški voznik Danko Brajim. Med starejšimi veterani je Igor Pancar unovčil odlično poznavanje domače proge ter si je privozil zmagi v obeh vožnjah. Drugi na dirki je bil Jernej Bogataj, tretji pa Boštjan Branisel. Kompletna sezona se mi je začela kar dosti dobro. Bil sem kar od 6 dirk 4-krat na stopničkah, eno sem končal kot 4. Vse mi je šlo po načrtah, po planah. Kar je Branislju prineslo tudi naslov najboljšega v državi v razredu veterani 50 pred Zlatkom Vavpotičem in Igorjem Pancarjem. Aleks Novak je tudi v dolini pod Kalom demonstriral, da je v razredu MX65 letos najboljši. Novič je prvi prečkal ciljno črto v obeh vožnjah ter dobil še 4. od skupno 6 dirk sezone. Zelo je dobro, če začne padati zvečer dež, potem se vsaj ne kadi, tudi ne more sem prah dihati. Je z nagajivim nasmehom na obrazu povedal mladi Novak, ki je stal na vrhu odra za zmagovalce. Drugi je bil Taj Goleš, tretji pa Taj Vidovič. V skupnem seštevku točkovanja za državno prvenstvo pa sta Vidovič in Goleš mesti na zmagovalnem odru zamenjala. Najmlajši v razredu MX50 so se merili v pokalnem prvenstvu. Najbolje se je na progi znašel hrvaški predstavnik David Dorčić, ki se je prvi pripeljal v cilj obeh voženj. Dvakrat drugi je bil Matic Maček, na tretjem mestu pa je pristal Dorčićev rojak Luka Vorel. Mlade motokrosiste do konca pokalnega prvenstva čakata še 2 preizkušnji.
V razredu MX85 je bil pred zadnjo dirko v najboljšem položaju Miha Vrh, ki ni dovolil presenečenja. Dvakrat je prvi prečkal ciljno črto. Druga vožnja sem ponovil Hršat. Bil sem malo v krču, nisem se ravno sprostil. Zato mi je tudi drugouvrščeni tekmovalec kar celo dirko sledil. To je bil Lukas Osek, ki Vrhu ni bil kos in je dvakrat v cilj pripeljal drugi. Tretje mesto na dirki je pripadlo Roku Plestenjaku. V končni razvrstitvi za državno prvenstvo pa so na odru za najboljše stali Vrh, Osek in tretji Gal Geršak. V razredu MX125 je bil Žan Oven v obeh vožnjah prehiter za tekmece, čeprav se mu začetek druge ni izšel po načrtih. Drugo vožnjo sem imel malo več težav, sem tudi slab štartov, nekje okrog 6. mesta, prehitev stale in odpeljal spet svojo dirko. Dve suvereni prvi mesti sta Avna postavili na vrh zmagovalnih stopničk. Drugi na dirki je bil Nik Podobnik, tretji pa Luka Kranc. Naslov državnega prvaka je pripadel Avnu, skupno drugi je Tilen Demšič, tretji pa Podobnik. V razredu MX2 si je Luka Milec že pred zadnjo dirko zagotovil naslov državnega prvaka. Do zadnje tekme je bila sezona dejansko popolna, uspeli smo vse vožnje zmagati. Tu se je malce zalomilo, da nismo uspeli mogoče to potrditi. Tekmovanje je želel končati neporažen, a se mu to ni išlo. V prvi vožnji sem imel nekaj problemov z vidom in z glavo, verjetno posledica izpred 14 dni zaradi pretresa. Tako da smo se potem odločili, da sem prvo vožnjo končal predčasno in na drugi nisem niti nastopil iz zdravstvenih razlogov. O zmagovalcu dirke sta tako odločala domača voznika Jaka Peklaj in Gal Hauptmann. Zmaga v drugi vožnji je vrh zmagovalnih stopničk prinesla Hauptmannu. Na mestih 2 in 3 pa sta bila Peklaj in Denis Jakša. V skupnem seštevku je zmaga pripadla Milcu, drugi je Hauptmann, tretji pa Jakša. V odprtem razredu MX Open je največ pozornosti požel domači as Jan Pancar, ki je suvereno odpeljal obe vožnji in se veselil zmage na dirki. Drugo mesto je z 2 drugima mestoma zasedel Peter Irt. Mislim, da je še ena lepa sezona za mano in nimam pripomb. Praktično tisto, kar sem si zaželel na začetku leta, sem osvojil. S to dirko je sklenil tekmovalno kariero. Cilji za naprej so, da vse te fante, ki imamo tudi 13 brati, da jih spravimo na čim boljši nivo, predvsem pa, da bojo živeli na dirkah, se imeli fajn in da bo naša ekipa zrasla in da lahko naredimo čim več voznikov, ki bojo parirali kasneje tudi proti Gajserju, proti Pancerju in tako naprej. Tretji na zmagovalnem odru je bil Miha Bubnič. V skupnem seštevku je zmagovalec Irt pred Pancerjem. Na tretjem mestu pa je končal Bubnič. Dirkališče v Sarnu v bližini Neaplja je bilo prizorišče dirk svetovnega prvenstva v razredih OK in OK junior. V slednjem je slovenske barve branil Aleksandar Bogunović. Moram reči, da je ful vznemirljivo in zabavno nastopati v najvišjem nivoju na svetu. Je pa tudi konkurenca dosti večja in bolj zahtevna. Bogunović si je v konkurenci kar 109 voznikov v kvalifikacijah, ki so potekale na razmočenem dirkališču, privozil 37. štartni položaj. Sem pa definitivno pričakoval boljše mesto na kvalifikacijskih dirkah in s tem tudi štartno mesto v superhitu. Sicer pa je mladi Postojnčan, ki vozi za ekipo DPK Racing, nad katero bdi sloviti voznik Formule 1 Fernando Alonso, poskrbel za senzacijo že kar v prvi kvalifikacijski dirki, v kateri je zmagal. Ko sem jih videl v zadnjem krogu, da so se začeli prihitevati, sem rekel, evo, tukaj je zdaj moja priložnost in sem v zadnjem ovinku. So se vsi zapirali in prihitevali, jaz sem pa po zunanji šel okrog. Oh my goodness! Stealing it from everybody! Aleksandar Bogunović snatches it from 4th in the final bend!
That is incredible! V nadaljevanju se je nato pokazalo, da mu manjka nekaj izkušenj. Pri takem številu tekmovalcev, kolikor jih je bilo, že najmanjša napaka pomeni zelo veliko točk in jaz sem imel nažalost 2 slabe dirke in to mi je že koštalo finala. Na koncu je zasedel skupno 46. mesto. Glede na to, da je to moje prvo svetovno prvenstvo, verjamem, da bom imel še kakšno priložnost. Vsekakor so letošnji rezultati Bogunovića na mednarodnih dirkah zanesljivo dober motiv za nadaljevanje trdega dela na treningih. AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi je bil prizorišče zadnje dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Tokrat je dež poskrbel za preglavice tekmovalcev in tudi pri organizaciji dirke. Vreme je prav naročeno. Saj enkrat, da imamo malo dežno dirko, da se malo pozabavamo. To nas je malo zadrževalo, ampak glede na izkušenost naše sodniške ekipe in vseh ostalih, mislim, da je bila odlična. Začrtan program so v težkih in za dirkanje zelo zahtevnih razmerah zgledno izpeljali. V razredu Rotax Mikro so najmlajši pokazali zvrhano mero poguma. Dež je bil, pa bilo zelo mokro, pa malo ni bil dež, malo je bil dež, malo je bil grib. Ni bil grib, pogoji so bili nepredvidljive. To mladega člana ptujskega društva ni zaustavilo in je vknjižil zmago na dirki pred Timonom Grgičem in Miho Zupančičem. Državni prvak je postal Tušek Haladeja, drugi je Grgič, tretji skupno v državnem prvenstvu pa tokrat manjkajoči Filip Ferk Žerak. V razredu Rotax Mini je o naslovu državnega prvaka odločala zadnja vožnja sezone. V igri za prvo mesto sta bila društvena kolega Nik Brecelj in Jure Levar. Dirka mi je bila odlična, zato ker je bila v dežju in jaz sem dežju zelo dober. To je Levar potrdil zmago na dirki pred Brecljem. Tretji pa je bil Taras Telebak Bolta. Povsem enak je tudi vrstni red za državno prvenstvo. Prvi Levar, drugi Brecelj in tretji Telebak Bolta. V razredu Rotax Junior je v Slovenijo vas z dobro popotnico mednarodnih izkušenj prišel Aleksander Bogunović. A zagodla mu jo je okvara, kar je znal dobro izkoristiti Nik Trobec. Uspel sem zmagati prvi 2 dirki in ta tretja sem bil tretji. S tem je bil zelo zadovoljen. Današnja dirka je bila odlična, dež je bil tako da še boljše. Drugo mesto na dirki je zasedel Bogunović, tretje pa Taj Šiler. Enak je bil tudi končni vrstni red. Naslov prvaka je pripadel Tropcu, drugi je Bogunović, na tretjem mestu pa Šiler. Razred Rotax Max je imel vse skozi pod nadzorom Maj Sadar, ki je bil v najboljšem položaju pred zadnjo preizkušnjo sezone. V zadnji dirki se je šlo samo še, da obdržim prvo mesto in da sem prvak. Zmaga na dirki je tokrat pripadla Dimitriju Mlakarju. Danes se je vse steklo po naši sreče, edina prva dirka, malo nesreče smo imeli dotik in obrat, ampak potem drugi 2 dirke se je šlo vse po plane. Sadarju je pripadlo drugo mesto na dirki, tretji pa je bil Taj Kovačič. V skupnem seštevku je naslov državnega prvaka osvojil Sadar. Drugo mesto je zasedel Mlakar, na tretjem pa je pristal Kovačič. Ksen Deruve je v Slovenijo vas prišel z nedosegljivo prednostjo za tekmece v razredu DD2. Vseeno se je maksimalno potrudil in podaljšal niz neporaženosti na karting dirkah slovenskega prvenstva. We always want to win, so it was great season, and I think this one was one of the most fun races as it was wet, so all season was dry, so we had something different. Drugo mesto na dirki si je privozil Matic Kolmanič, tretje pa Sara Markučič. V končnem seštevku za državno prvenstvo je prvak Deruve, drugi je Kolmanič, tretji pa Primož Matelič.
V najmočnejšem razredu KZ2 sta se za naslov državnega prvaka potegovala Sara Markučič in Jan Skledar. Tehnične težave primorske voznice so odprle pot do naslova Skledarju. Moram povedati, da sem nehal z kartingom, tako da to je bila moja zadnja sezona. Pravijo, da moraš nehati na vrhuncu in tudi tam bom končal, tako da to je moja zadnja sezona. Zapomnil si jo bo po naslovu državnega prvaka. Druga je Markučičeva, tretji pa Karim Greblo, ki je sicer v Sloveniji vasi prijetno presenetil. Veteran je zmagal v drugi vožnji, v prvi in tretji pa je bil drugi, kar mu je prineslo zmago na dirki pred Skledarjem in Markučičevo. V skupnem seštevku društev so naslov prvaka osvojili člani AMD Ptuj pred vozniki AMD Šlandr Celje. Tretji pa so tekmovalci iz AKK Sportstila. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V soboto 1. oktobra bomo na poligonu v Vrtojbi dobili državne prvake v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. V nedeljo 2. oktobra bodo na stadionu Matije Gubca hrumeli motorji na drugi dirki državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. V nedeljo 9. oktobra bo na grobniškem dirkališču nad Reko zadnja preizkušnja za točke državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu.